Danes sem prvič po vsaj 25 letih jokal. Psičko smo dali uspavat. Mojo Lučko. Zadnje dni, zadnje dni je bila nekaj čudna. Pa smo jo dali pol v garažo spat. Pa smo ji lepo naštimali, mama je naštimala, no, da ne bom lagal, lepo tam nekje pogrnila, da bo gor spala. Pa ni hotela s tem spati. Je spala na ploščicah. Pol odzunaj, tam, ko ima mama rože, je vse prekopala in se noter ulegla. Pa potem v svojo, ko je šla na WC, v svojo scavnico, po domače povedano, se je tudi dostikrat ulegla. In danes jo pa peljem k veterinarju. Peljem jo čisto lepo v prepričanju, da dali bojo kakšno, bom rekel, malo je prehlajena, dali bojo eno injekcijo, pa antibiotike, vitamine, pa bo dobro. In jaz jo kaj pripeljem. Naredimo, ko sem še jaz tam bil, so naredili ultrazvok, sem jo tudi pomagal držati. No, pol smo se pa zmenili, da bojo še tiste vse preiskave naredili, pa to. No, in da me bojo poklicali, ke bo. In pol kličejo. Sem bil glih v avtu. Glih mamo sem pobral, ke je bila pa tudi pri zdravstvenem domu. Nekaj razlagajo. Sem rekel, glejte, bom jaz kar gor prišel, no, pa se zmenimo vse. No, in no, so pa že povedali, da ima raka na ledvici. In v glavnem, da je situacija slaba. In da je za razmisliti, da se da uspavati. To so mi še po telefonu povedali. No, jaz sem pol to mami povedal, ko sva se peljala ke. Čeprav jo ima moja mama zelo rada, tudi ona je veliko več skrbela za njo ke jaz. Je rekla, če je situacija taka, da je najboljše dati uspavati. Sem rekel, čakaj, pa kako? Sem rekel, da moram zdaj kar jo domov peljati. Mislim, kar tle pustiti. Saj še malo z njo bil, ali ne vem, kva sem sploh gruntal. Pravi mama, saj veš, da se samo matra. Pa se je res matrala, ker ni ji bilo in tudi nekaj čudna je bila, ne, ke je ta mlada prišla po otroke enkrat, je šla kar noter v avto, pa ni hotela ven z avta iti, to je ene par dni nazaj. Pa se je zmeraj avta bala, se je zmeraj bala v avto iti. Se je bala, da ji bomo kam odpeljali. Zdaj pa kar
bi šla, tako da je res, najbrž še ni bilo, da je trpela, no. No, ampak meni vse ni bilo jasno, kako da jo bom zdaj kar tam pustil. Sem bil prepričan, da jo bom domov pripeljal. No, in pa gremo noter. Oni začnejo to razlagati. In ja, bolj, ko so razlagali, bolj mi je bilo jasno, da bo to najboljše, da jo pustimo tam. No, pa so rekli, naj se grem še posloviti od nje. Sem rekel, grem najprej plačati, ker ne bo pol, da se od nje poslovim, pa pol še v isti stavbi plačevati, pa vse. Sem šel plačati. Se zelo dobro ne spomnim, kako je vse bilo, ker sem bil čisto v šoku. Smo govoriti, da bom zdaj to zadnjič videl in pa plačam tisto. Grem k njej, tam sem imel privezano, sicer lepo sedela, čist mirna je bila. Prej se je že mama od nje poslovila, se tudi ni lahko. To pa sem pa sebi stisnil, tako na glavo, tako sem zmeraj imel. Zdaj mi je nekaj govoril, moja lučka. Ne vem, koliko časa sem se poslavljal od nje. Kaj da me je nekako razumela, kar sem ji govoril. Ne verjamem v posmrtno življenje, ampak sem pa pomislil, da bom mogoče še kje videl. Ne vem, kaj sem s tem mislil. In potem sem šel ven. Tisto, ko sem jo spustil od sebe, sem se obrnil, pa sem bo šel, sploh nisem nazaj več pogledal. In zdaj vas skozi nekako v mislih, kakšen pogled je mogla imeti, ko sem jaz ven šel. Najbrž boljše, da nisem pogledal, čeprav nisem povedal, točno vem. Kako
ko me je gledala. No, to je bila najbolj prijazna psička, kar smo jo kdaj imeli. Mene je imela tako rada. Če sem bil jaz tam pri njej, jo lahko kdorkoli klical, ni šla stran od mene. Čist zaljubljena je bila v mene. Ni bila neka lepotica, ker vem, ko sem mu še Bernardinko, so vsi za Bernardinko govorili, kako je lepa, za njo ni pa nikoli rekel, ampak zame je bil to najlepši pes, ker je bila tako prijazna, tako pridna. Tako da je meni. Ne vem, verjamem, da ni več. Vse v nas se grunto, a so že eutanizirali, ali še niso, ali je še živo, ali še... Imamo doma tudi mačke, pa vse pa kdo kdaj umre, pa mi ni za nobenega bilo niti približno to žal. Tako da je vse razumela. Ampak prav, da smo tako naredili, če bi bilo še hujš. Če imamo zdaj še ne par dni doma, pa da je pol pelem. Vse niti ne bi mogel, vse bi koga drugega prosil. Ne morem verjeti. Zjutraj sem šel v garažo pogledat. Je bila tam, zdaj pa ne bo več. Se je bila stara 15 let, tako da 15 let smo imeli. Nič. To je to, kar sem mu zapovedati. Tako da vam ta dan v spominu. Hudo se no. Tam, kamor bi šele hodil, če kakšnega bližnjega zgubiš. Če mi je že za psom tako žal.
Bom mu pa lep spominal, no. Z njo sem zmeraj okoli hodil, kost. Pa sva se pogovarjala, ke da me vse razumela. Bila, ke sem šutil, je skozi zraven mene hodila, mogoče je šla majčkeno stran, pa je prišla. V glavnem res. Prav je bila mešančka, našli smo jo, mama jo je našla. Nekje čisto kot mladič, zavržena je bila. Vse je imela srečo, da je k nam prišla. Pa nas je bilo luštno, vsi smo jo imeli rad. To je življenje, jebika. Nič tu skoro.